Hvala lepa za besedo. Torej, predstavljam to zbirko kot glavna in odgovorna urednica te serije elektronskih publikacij, bolj kot predstojnica inštituta. Torej, nabor potujočih glasbenikov, ki so v dolgih 17. in 18. stoletju prišli na geografski prostor, kjer se je govorilo tudi slovensko, ali pa iz njega odšli, je bil zbran v okviru evropskega projekta o glasbenih migracijah v zgodnjem novem veku, tako imenovan Hera Muzmik. V projektu, ki je trajal od septembra leta 2013 do novembra 2016, je v partnerski skupini iz Slovenije sodelovalo 6 raziskovalcev iz Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. V okviru tega projekta smo raziskovali migracije med glasbeniki v najširšem pomenu besede. Od premikov oseb do poti glasbenega repertoarja, idej, glasbenih oblik, slogov in tako dalje. Skratka, vse glasbene infrastrukture z mejnima letnicama 1585 in 1815. Osrednja skupna naloga vseh 6 partnerskih skupin iz 4 evropskih držav je predstavljalo zbiranje imen glasbenikov in identifikacija njihovih geografskih premikov. Podatki so se zbirali iz najrazličnejših primarnih in sekundarnih virov ter obstoječe literature. Vsebinsko pa se je poskušalo zajeti migracije v okviru cerkvenih ustanov, na primer redov, škofijskih in drugih glasbenih središč, posvetnih krogov, glasbeno gledališče, deželne in mestne glasbene formacije, zasebne pobude in tako dalje. Ter potovanja glasbenikov, ki so potovali zaradi šolanja, boljšega zaslužka ali katerihkoli drugih razlogov. Slovenska skupina je v skupno podatkovno zbirko prispevala 638 gesel. Pri zbiranju podatkov so sodelovali vsi člani skupine, urejali pa ste jih najprej Maruša Zupančič do septembra 2014 in do izteka projekta Katarina Trček-Marušič. Slednja je na koncu vse skupaj tudi redigirala in vpisala v skupno zbirko. Pričujoči katalog je slovenski prevod in redakcija gesel s slovenskim prostorom povezanih imen in predstavlja stanje ob zaključku projekta, torej konec leta 2016. Posamezni glasbeniki so v katalogu predstavljeni v samostojnih enotah, v katerih so zabeležene različne oblike imen tega glasbenika, poklici oziroma dejavnosti, podatki o šolanju, poteh in glasbenih delih, kolikor je bila oseba tudi skladatelj. Na koncu so navedeni tudi viri in uporabljena literatura. Uvodno predstavitev, analizo zbranih podatkov in razmišljanje o preteklih glasbenih migracijah našega prostora je prispevala Katarina Trček-Marušič, ki je bila večino trajanja projekta odgovorna za slovenski prispevek v skupni podatkovni zbirki. Delo potujoči glasbeniki, torej to elektronsko obliko, je uredil kolega Klemen Grabnar. 4. knjiga v tej elektronski zbirki Slovenska glasbena dediščina je torej predvsem dokumentarnega značaja in je namenjena nadaljnji uporabi zbranih podatkov, obdelavi, dopolnjevanju za potrebe nacionalnih ali mednarodnih muzikoloških raziskav. Naj dobro služi vsem uporabnikom.